Kaj vas je spodbudilo, da ste začeli pisati oziroma pripravljati knjigo Vojni ujetniki v Sloveniji 1991? Pobudo za publikacijo zbornik Vojni ujetniki v Sloveniji 1991 je dala zgodovinska komisija Zveze policijskih veteranskih društev Sever, ker ta tematika je bila sicer deloma obdelana v raznih publikacijah, ki so obdelovali regijsko problematiko, medtem ko strnjene krovne publikacije na to temo pa ni bilo. Sam sem bil tudi takrat v tistih časih v Ministrstvu za notranje zadeve med drugim zadolžen za usmerjanje logističnih aktivnosti v zvezi z vojnimi ujetniki. Pokojni Milan Domadenik, tudi namestnik ministra za notranje zadeve, pa za koordinacijo operativnega področja. Zato sem z veseljem pristal na željo zgodovinske komisije, da pripravim ta zbornik. Člani zgodovinske komisije so mi prispevali iz svojih regij gradiva prav za ta namen. Pregledal sem obstoječo literaturo in pa organizirali smo tudi dve okrogli mizi na temo Vojni ujetniki 1991. To je bilo tudi za nas, ki smo vodili Ministrstvo za notranje zadeve v tistem času, iznenadna naloga. Težka in zapletena naloga, ker je bilo to področje v sestavni del vojne. Milica se je med drugim, ko je sodelovala v borbenih aktivnosti in je morala obenem tudi zavarovati, zaščititi vojne ujetnike, ki so se med bojem predali ali so jih zajeli. Vse smo morali spostaviti čez noč, ad hoc. Zbirnih centrov za vojne ujetnike v Sloveniji ni bilo, niti en objekt ni bil za to pripravljen in zato smo potem reševali zadevo iz ure v uro. Predstavili smo v tem zborniku, sem predstavil tudi povzetek mednarodnega humanitarnega prava, predvsem tretje ženevske konvencije o vojnih ujetnikih, ki ureja to področje. Dalje pravne norme Slovenije v tistem času, ki so veljale v tistem času in so se neposredno ali posredno oziroma smiselno nanašale na ravnanje z vojnimi ujetniki. V tretjem poglavju so predstavljene aktivnosti na državni ravni. Glavne strateške odločitve je sprejemala republiška koordinacijska skupina, na drugem nivoju oba namestnika za ministra za notranje zadeve, seveda pa je glavno breme prevzel teren, takratne uprave za notranje zadeve in postaje milice, ki so morale najti lokacije za varno namestitev teh vojnih ujetnikov in jih tudi varovati. Obenem predstavili smo tudi vseh 29 večjih zbirnih centrov v Sloveniji, s tem, da smo povzeli specifiko posameznih centrov in tudi skupin teh vojnih ujetnikov, tako da globalno gledano je slika celovita za celo Slovenijo. Več prostora smo namenili v uvodu tega poglavja zbirnemu centru na Dolu pri Hrastniku, v katerega smo namestili čez 400 vojnih ujetnikov v takratnih objektih opuščenega rudnika. Na tem, ki je bil s pomanjkljivo infrastrukturo in zadeve smo obvladali z veliko pomočjo lokalnega prebivalstva, tiho pomočjo lokalnega prebivalstva, ker lokacija ne bi nikoli izdana, in pa seveda z enotami milice in pa pripadniki teritorialne obrambe. Želim
Ta zbornik je obenem simbolična zahvala pripadnikom teritorialne obrambe, organom za notranje zadeve, aktivistom Rdečega križa, zavodom za prestajanje zaporne kazni, ki so se morale čez noč reorganizirati tako, da so organizirale začasne zbirne centre za vojne ujetnike, in pa seveda lokalnemu prebivalstvu širom po Sloveniji, ki je skrbelo potem za oskrbo teh vojnih ujetnikov, za hrano, tako za hrano, kot tudi za vso osebno opremo, ker vojni ujetniki, ki so bili odpuščeni, so večinoma vsi odšli domov v civilnih oblekah, in za vse to je poskrbelo lokalno prebivalstvo na terenu, kjer je pač bil ta zbirni center. Poudarjeno je med drugim to, da so po vojne ujetnike prihajali starši, sorodniki, posamično z avtomobili, z vlaki, skupinsko z avtobusi, in da jih je napadena država Slovenija sprejela in jim pomagala pri vrnitvi njihovih sinov na domove. To je bil edinstven humanitarni primer v mednarodnem prostoru. Mednarodna skupnost je takoj priznala to veliko, to humanitarno ravnanje s vojnimi ujetniki in je vse to ravnanje dvignilo ugled naše novo nastale države. Tako da je Slovenija lahko ponosno, z dejansko zdvignjeno glavo zaprosila za priznanje in sprejemo mednarodne organizacije, ker je s tem dokazala, da je sposobna ohraniti svojo oblast tudi v oboroženem konfliktu, a obenem s popolnim spoštovanjem mednarodnega humanitarnega prava. To so bila po mojem mnenju tudi ključna dejstva za tiste čase, za ugled nove nastale države in za njeno priznanje. No, te centre so se ogledali tudi predstavniki Mednarodnega Rdečega križa. Ja, jugoslovanska armada je z dezinformacijami in z propagando dejansko pritiskala na Mednarodni komisariat Rdečega križa, češ da gre za nehumano ravnanje z vojnimi ujetniki, kar seveda ni bilo res, in predstavniki tega Mednarodnega komisariata Rdečega križa so obiskali, pregledali te zbirne centre in odpravili vsak dvom o kakršnemkoli nehumanem ravnanju, kar je bilo seveda pozitivno tako za nas, kot tudi za to, da je jugoslovanska armada ni imela nobenega opravičila za stopnjevanje agresije v smislu opravičevanja, da osvoboja v narekovajih svoje ujetnike. Tako da je to ravnanje z vojnimi ujetniki tudi bilo del tistega zaviranja agresije na jugoslovanske armade na Slovenijo. Kakšno vlogo pa je imel kazensko-poboljševalni dom Dob Primerni? Kazensko-poboljševalni dom Primerni je imel največji zbirni center za vojne ujetnike v tem, kar zadeva kazensko-poboljševalne domove, in sicer so v ta dom prepeljali 86 častnikov jugoslovanske armade iz raznih delov Slovenije in so bili nameščeni do 8. julija zjutraj, ko sem jih po ukazu ministra in v skladu z Brionsko deklaracijo, dogovorom, torej z aneksom Brionske deklaracije, nadzoroval odpust teh vojnih ujetnikov, častnikov, ki je potekal pod okriljem Mednarodnega Rdečega križa in Rdečega križa Slovenije. Izredno pomembno vlogo je odigral ta zavod, predvsem zaradi tega, ker je imel popolno varovanje teh častnikov, obenem pa tudi vso logistično podporo, ki je potrebna za nastanitev, oskrbo in zdravstveno oskrbo teh vojnih ujetnikov. Skratka, zanimivo dokumentarno branje. Ja, zanimivo, dokaj težko branje, vendar pa je zanimivo predvsem tudi za naše mlade rodove,
rojene po letu 1991, da vidijo, s kakšnimi problemi smo se ukvarjali med osamosvojitveno vojno. Ker mnogi ljudmi, s katerimi sem se pogovarjal, pa jim povedal, da pišem, da pripravljam ta zbornik, niso sploh vedeli o tem, da so bili vojni ujetniki v Sloveniji. Bili pa so, in to v 4100 vojnih ujetnikov po uradni evidenci. Če pa upoštevamo še tiste, ki so takoj ali zelo hitro zapustili Slovenijo s pomočjo staršev in Rdečega križa Slovenije, pa se številka celo podvoji. Hvala lepa za pogovor, se prosim, lahko še predstavite. Bogomil Brvar, v času osamosvojitvene vojne sem bil namestnik ministra za notranje zadeve.